današnji prošnji dan. Prva misel, če ste opazili v Berilu, ko je apostol Pavel oznanjal krščanstvo. Krščanstvo je izročilo Grkom v Atenah, to pomeni ljudem, ki so bili izobraženi, ki so bili tudi v tistem času na vrhuncu kulture, so ga poslušali do določene točke. In ta prelomna točka poslušanja je bila človeška možnost zaznavanja, sprejemanja in razumevanja in potem prehod v resnično vero. Vsak človek ima del, ki je v njegovi moči ali v moji moči, to, kar lahko delam, ustvarjam, oblikujem, potem pa nastopi neka točka, ki pa ni več od mene odvisno. Ali delo, delovanje, življenje. Tisti prvi del, tukaj smo kar mirni, zato ker to obvladujemo. Tisti drugi del, kar ne moremo, pa lahko nastopi mir, napetost, strah. In kje je bila ta točka? Pri oznanilu vstajenja od mrtvih. Češčenje Boga, priprošnja Bogu, molitev k Bogu, pa tudi drža človeka, ki je dobra, iskrena, plemenita. Vse to so Atenci sprejemali. To je bilo nekaj za njih normalnega. Ko pa so slišali o vstajenju mrtvih, to, kar niso mogli več delati, narediti, ali ustvariti, ali spremeniti. Tukaj so pa rekli, to bomo pa drugič poslušali, to pa ne gre. Te stvari pa kar pusti zase, ne nas teh stvari govori. In samo nekateri so zmogli prestopiti to točko ne obvladovanja, ampak sprejemanja. In v našem življenju prihajajo trenutki, ko so obvladljivi, ko delamo o lastni zamisli, presoji in zmožnosti, zdaj pa trenutek, ko ne gre več. Eden od takih trenutkov je lahko bolezen, nevarnost, zdravja za naše življenje, ko nimamo več moči. Tudi ko drugega prosimo, nam ne more pomagati. Nima možnosti v tem trenutku. In lahko je človek v negotovosti, v strahu, v neki bojazni, lahko je to huda preizkušnja, lahko pa prestopimo ta prah, to točko z zaupanjem, tudi če jaz ne vem, ne zmorem, ne znam, njim se od mene odvisno. Ampak to je pa druga stvar, kar Pavel pravi. V njemu živimo, se gibljamo in smo. Danes se to pozablja. Prav to izročilo. V njemu živimo, se gibljamo in smo. V Bogu človek živi, ne v svetu. V svetu umre. In bomo pokopani v svetu. V Bogu živimo. V njem se gibljamo. Ni to gibljivost telesna, ki se morda potem z leti malo zmanjša. To je gibljivost tudi našega razuma, spoznanja, našega razmišljanja. Človek je lahko gibčen v svoji pameti, modrost prihaja od Boga, na koncu njemu živimo, se gibljamo in smo. Človek ostane, smo, ne bomo nekaj časa, ampak smo, zato ker ta beseda že nakazuje pečat večnosti. V njemu smo. Za večnost smo poklicani, za večnost ustvarjeni. In prav v tej zavesti v Bogu živimo, v Bogu se gibljamo, naš razum deluje v Bogu. V njemu smo, v tem tudi lahko z veliko hvaležnostjo in z globoko prošnjo sprejemamo te dneve, ki so prošnji dnevi. In tudi v tem duhu stopimo v jutrišnji praznik Gospodovega vnebohoda. Jezus Kristus je od nas s telesom odšel, s poveličenim telesom. In tudi mi
sveta lahko, bom rekel, zelo fizično postavili pred Gospodom. Da bi bil to ta čas priprave očiščevanja čim manjši, čim krajši in lažji, da bi lahko v polnosti zaživeli življenje, za katerega smo poklicani. Zato tudi prosimo v skupni prošnji. Bratje in sestre, ko smo danes zbrani v naši cerkvi svetega Lovrenca o Božjem oltarju, z zaupanjem prosimo Gospoda. Gospod Jezus, blagoslovi našo skupnost z živo vero, trdnim upanjem in gorečo ter požrtvovalno ljubezni. Prosimo, da sliši nas. Nakloni našim družinam lepo razumevanje, naši krevni skupnosti duha vzajemnosti, našemu narodu blaginjo in vsem ljudem pravi duhovni napredek. Prosimo, da sliši nas. Ozri se na tiste med nami, ki so v kakšni nevarnosti, na trpeče in bolne, tolaži jih in jim pomagaj. Prosimo, da sliši nas. Daj nam prave medsebojne ljubezni, da bomo drug za drugega radi molili in se žrtvovali za vse dobre in plemenite namene. Prosimo, da sliši nas. Podeli našim rajnim, ki si jih poklical v plačilo, večni pokoj in neminljivo srečo v svoji ljubezni in slavi. Prosimo, da sliši nas. Gospod Jezus, tvoja družina smo, tvoji učenci in tvoji prijatelji. Usliši naše prošnje, da bomo živo čutili tvojo navzočnost in ljubezen, zdaj in vekomaj.